Nika, kaj kažejo podatki o spletni strani, kjer so objavljeni posnetki, kdaj in kje je bila ustvarjena? Preverili smo več javnih baz od zgodovine, naprimer, kako je stran izgledala v preteklosti ter kaj in kdaj se je spreminjalo. In ugotovili, da te zgodovine ni, to pa pomeni, da gre za novejšo spletno stran. To potrjuje tudi naslednji korak preverjanja, kdo in kdaj je registriral domeno spletne strani. Kot vidite, je bila ta registrirana pred dnevi v ponedeljek 9. marca, nekaj minut pred 10. uro zjutraj. Nato pa spremenjena uro in pol kasneje. Se pravi, dan pred objavo prvih posnetkov Dominike Švarc-Pipan. Domena je sicer registrirana za obdobje enega leta do 9. marca 2027. Lastnik domene ni razkrit, javna registracijska sled pa vodi na Islandijo, kar pomeni, da bi lahko bila stran registrirana preko ponudnika tam, ne pa tudi, da je avtor državljan, na primer Islandije. V naslednjih dneh, morda pa celo že nocoj, naj bi bili objavljeni novi posnetki. Da, tako kaže. Tako je mogoče namreč razbrati same objave. Šlo naj bi za 6 sklopov objav, kar je vidno tukaj v zgornjem kotu strani. Da sta posnetka Dominike Švarc-Pipan in Nine Zidar Klemenčič zgolj prva dva. Še vedno pa ni znano, kdo je naročnik tajnega snemanja. Ali so to Slovenci ali tujci? Drži, kot je sicer razbrati iz odzivov, so se vpleteni na kosilih, večerjah pogovarjali s tujci, zato smo Slovensko obveščevalno varnostno agencijo vprašali, ali preverjajo morebitne povezave s tujimi političnimi, poslovnimi ali obveščevalnimi strukturami. Nasovi tega niso zanikali, prav tako pa tudi ne potrdili, da pridobivajo podatke.